17. septembra smo v Sloveniji obeležili Svetovni dan varnosti pacientov. V ta namen je v organizaciji Splošne bolnišnice Murska Sobota skupaj z Zvezo organizacij pacientov Slovenije potekal dan odprtih vrat z naslovom Pravilno je varno. Dogodek je otvoril direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota Roman Ladislav Radkaj. Na ta dan, tako kot vedno, skozi vsak dan se morajo tudi pacienti zavedati vseh svojih pravic. In na naši strani je, pa je, da jim te pravice probamo čim bolj tudi izpolniti, se pravi, da čim boljše sodelovanje, da imamo storitve, s katerimi so zadovoljni in da se počutijo varno pri nas. Izzivi na področju varnosti pacientov so po besedah Radkaja veliki. Mi na splošno ocenjujemo, da vseeno zelo dobro opravljamo svoje delo, ampak vedno bi ga lahko še boljše, tako da neke rezerve obstajajo. Vidimo tudi, da se pacienti vsak dan tudi zavedajo čedalje bolj svojih pravic. Seveda pa imam tudi take, ki seveda mogoče grejo preko tega, tako da jih je tudi treba opozoriti, do kje so njihove pravice. Ampak naše sodelovanje sigurno temelji na enem korektnem odnosu in želimo, da tudi v bodoče to tudi na nek način še lahko malo izpopolnimo, čeravno jaz mislim, da smo glede naših storitev v bolnici lahko zadovoljni z njimi. Namen tega dogodka je, da se pacienti bolj podrobno seznanijo z varnostjo, ki jo nudijo v bolnišnici in da tako lažje prebrodijo strah pred zdravniškim osebjem in zdravstvenimi storitvami. Varnost pacientov je zelo pomembna. Mi imamo posebej tudi službo, ki se ukvarja z varnostjo oziroma z kakovostjo v zdravstvu. Pacient mora imeti občutek varnosti, zaupanja v zdravstveno storitev, v zdravnika ali v medicinsko sestro, da dosežemo neki partnerski odnos v obravnavi. Na stojnicah so se predstavljala lokalna društva pacientov, med njimi tudi Društvo bolnikov s kronično bolečino Murska Sobota. Nekaj besed o namenu delovanja društva je povedala predsednica društva Mija Rovdi. Mi smo Društvo bolnikov s kronično bolečino Murska Sobota. Že samo ime pove, kakšno je področje našega delovanja. Kronična bolečina. To je bolečina, ki traja več kot 3 mesece, če je zdravljenja ali ne, in se prelevi v kronično, to pomeni, da bo trajala vedno. To so ponavadi bolečine, ki znajo biti zelo hude, ni nujno, da se od nje umre, zelo pa zmanjša kvaliteto življenja. Vsakemu človeku izvor in nastanek te vzrok bolezni je pa različen. Vse od kostne, mišične, nevrološke bolečine. Tudi zaposleni v Splošni bolnišnici Murska Sobota so s svojim delom prispevali k varnosti pacientov in to tako, da so izvajali meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja. Več o tem Petra Hegeduš, zdravstveni tehnik. Merimo sladkor v krvi in pa krvni pritisk. Z vidika zdravja je samokontrola sladkorja v krvi in tudi krvnega tlaka za posameznika zelo pomembna, saj na ta način lahko pacient pravočasno ugotovi prevelika odstopanja izven zastavljenih ciljev vrednosti. Saj nam sladkor marsikaro težavo povzroča, če je prenizek, ni primerno, če je previsok, pa tudi lahko povzroča kakšne posledice, kar se ne vidijo takoj, ampak šele čez leta oziroma čez čas. Bolezen ne izbira, so čist majhni otroci, kar imajo sladkorno visoki pritisk in pa tudi seveda starejše. Za normalne vrednosti krvnega sladkorja v krvi in normalnega tlaka Hegedušova priporoča gibanje, raznoliko prehrano, kombinirano prehrano, več ali manj je to. Na infotočki Pravilno je varno sta predstavnici iz ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota ozaveščale obiskovalce in delile zgibanke ter promocijski material. Midve sva z ginekološko-porodnega oddelka in predstavljava preventivo žensk od programa Zora, potem kontracepcija, mi imamo tudi ambulanto za mladostnice, potem preprečevanje bolezni dojk, tumorske ambulante, pa potem tudi nosečnost, presejalni testi v nosečnosti, malo o dojenju, o novorojenčkih. Tudi Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je predstavilo svoje delovanje na dnevu odprtih vrat. Predsednik sekcije pomurske in štajerske regije Jožef Magdič. Predstavljamo različne revije,
od črevesja, kaj delamo skozi celo leto. Ne. Ocenjujemo tudi stranišča, WC, ki je predlani ali lani je bila Murska Sobota prva, ne, najbolj urejene WC, ne, javne, pa Petrole vse po celi Sloveniji. Sodelujemo s vsemi društvi po celi Sloveniji. Zdaj smo imeli 20-letnico društva KVČB. Hodimo na izlete, z bowlingom se ukvarjamo. Kaj je najpogostejši vzrok za nastanek kroničnih vnetnih črevesnih bolezni, Magdič pove. Malo sekiranje, prehrana, vse je drugače, druga hrana je, kot je nekoč bilo. Ne. Največ pa je tudi poslužba, ne, stečaje, nervirajo se ljudje. Ne. Milan Ostrc, predsednik Pomurske pokrajinske zveze društva upokojencev, je povedal, da se upokojenci v zdravstvenem sistemu ne počutijo varne. Mi kot starejši se ne počutimo varno v zdravstvenem sistemu. Pa to ni mišljeno v tem smislu ljudi, ki pridejo v bolnišnico, ki so dejansko bolnišnično obravnavane, ki imajo dobro obravnavo, ne? Ampak predvsem tiste, ki so pred 70-80 letih, ko recimo rabi neko preiskavo ali karkoli, ki bo imel 2025 ali pa 2026. Ne? To med nas starejše je se razvilo tista neka negotovost, nekako se ne počutimo varne, nekako se ne počutimo, da bi recimo dobili nekaj takrat, ko bomo potrebovali. Ne? Res je, da urgenca pa te stvari, urgentni primeri so takoj v obravnave pa vse. Ne? Ampak pravim, prisoten pa je ta strah. Ne? Erika Car je na dnevu odprtih vrat predstavila Društvo ledvičnih bolnikov Pomurja. Danes predstavljamo o varovanju ledvic, kako se ljudje naj varujejo pred okužbami ledvic, da naj zdravo živijo, veliko vode pijejo, manj soli. To, kar je pomembno za ledvice, da ledvice upravljajo svojo funkcijo telesa, čistijo kri in to je to. Dosti je bolnikov z ledvičnimi. Nekateri hodijo na dialize, nekateri pa so tudi že presajene ledvice, ki dobijo drugo ledvico. Med njimi sem tudi jaz. To je takšna zahrbtna bolezen. Povzroča jo dosti krat sladkorna bolezen, povišan krvni sladkor in preobremenitev telesnih aktivnosti. Preobremenitev tudi ni nikoli dobrodošla. V okviru dneva odprtih vrat je še potekalo strokovno predavanje na temo od anamneze do prave diagnostike.